Gluhoslepota je najtežja invalidnost. Komunikacija pri gluhoslepih je izredno otežena, posledično pa tudi dostopnost do informacij in mobilnost. Zdaj se gluhoslepim ponuja priložnost. Željko Kermajer je razvil programsko opremo, s pomočjo katere bodo pametne telefone z zaslonom na dotik lahko uporabljali tudi slepi in gluhoslepi. Do ideje sem prišel v bistvu lani, enkrat novembra, je bila oddaja o gluhoslepih. In takrat sem v bistvu to oddajo gledal in me je pravzaprav dotaknilo se me je. V bistvu me je prizadela, ker sem videl, koliko so ti ljudje osamljeni. Ker eno gospo so vprašali, koliko prijateljev ima, je rekla veliko, koliko je to, eden. In pa sem razmišljal, to mora biti način, mi tukaj na ForWebu delamo razne te aplikacije, vsega Boga, te komunikacijska tehnologija omogoča vse zdaj, da pa te ljudje pa živijo v srednjem veku. Tako in sem rekel, nekaj mora biti rešitev in sem pa začel razmišljati na to temo, prišel do ideje, pa sem v bistvu naredil nek prototip iz papirja, da vidim na nekih vizitkah z luknjo, da sem videl, če to prime, če to bi sploh delovalo. Ker v bistvu ključni del te ideje je to, da v bistvu na nek raven zaslon na dotik, ki je raven, ki nima neke strukture, daš nek reljef gor. Ker reljef pa ljudje, ki so pač slepi, oziroma gluhoslepi v tem primeru, ker je še hujše, lahko čutijo s prsti. No in v bistvu ta mrežca, ki je zdaj v bistvu gor na samem telefonu, da v bistvu temu displeju nek reljef, kjer pač so določene posamezne območje tega, predstavljajo določene črke in prek vibracij, ki jih telefon ve, česa se dotikaš, ti sporoča, a je ta kot Braillova pisava, je ta pikica vzdignjena ali je pa ravna. Se pravi, je tih ali pa vibrira. In v bistvu namesto samo iz bokline, tukaj zdaj zaznavaš, ali vibrira ali ne. In bereš lahko Braillovo pisavo. Tako da v bistvu, to je bil začetek. To je bilo to, pa smo pa tukaj na ForWebu naredili program, aplikacijo tudi za pametni telefon in skupaj z to posebno mrežico dobili v bistvu aplikacijo, pri kateri lahko pač bereš novice, že zdaj lahko, Delo ali pa kjerokoli, novico pač iz interneta, prej jih online bere, samo da je povezan v internet in sprot bere tekoče novice, pretvoril Braillovo in tukaj gor jih lahko bereš, potem SMS napišeš, bereš, e-mail napišeš, bereš, lahko narediš telefonski klic tudi, se pravi, izbereš iz imenika številko ali pa vtipkaš številko in naredi klic, se pravi za tiste, ki lahko nekaj povejo, recimo, da ima nek težavo, pa ima sos klic ali kaj takega, da naredi. To pa imamo, možno je tudi igrati kakšne preproste igrice, se pravi, kakor 3x3, 4 vrsto, ki je nekako na tej strukturi te mrežice lahko potem upravljaš s tistimi, nekimi ladice potapljati, recimo, taka zadeva. In kako deluje? V bistvu gluhoslepa oseba mora znati Braillovo pisavo. To se pravi, tukaj gor, če mogoče takole obrnem, tukaj gor je, to je Braillova pisava. Pa bom dal tole mrežico stran, ker mrežica je v bistvu da lahko čutiš, ampak v bistvu je pa tako. Tole je ena Braillova črka in to je črka recimo N. Pač črka N ima prvo, tretjo, četrto, pa peto bunkico vzdignjeno. In tukaj so te vizualno označene. Zdaj vizualno je samo zaradi tega, da mi lahko testiramo, pa vemo, kaj piše, pa če res dela. Ampak v bistvu point je, ko pa greš tukaj čez, ta vibrira, ta ne, ta vibrira. Ne vibrira, vibrira. In v bistvu v glavi si veš, kjero dotikaš, ker prek mrežice veš, kjere lukence se dotikaš in veš, kjera ti vibrira in si ustvariš sliko. To je pač prva, tretja, četrta in peta pikica. In potem veš, da je to N. In potem greš na naslednjo črko. Tudi na mrežica, ki je sestavljena tako, da so ene črte višje,
kakor so te notranje, sprav črte, ki ločijo med črkami, so više, tako da ti čutiš s prstom, to se ne da videti, ampak se čuti, ker je s prstom čez, da je tam višje in da veš, aha, to pa nova vrstica je dvignjena, tako da se to čuti na mrežci, a ne. Tako da tam ima kar nekaj noter, bom rekel, stvari, ki so narejene premišljeno, da se z nekim namenom, sprav te višine teh črt so postavljene, se človek lahko znajde. No in tako prebere črko po črko, ne, in ve, kaj piše gora, ne, pač, ne, na ta način. Ne. Se pravi, edino, kar mora znati, je Braillova pisava. Ne. In v glavi mora narediti tisti preskok, da ni več bunkice, ampak je vibracija, ne, kar naredijo, ne, takole, ne. Željko Kermajer je o tem razmišljal lani novembra in zdaj ima že delujoč prototip, ki pa še ni končni izdelek. Potrebno ga bo nadgraditi, zato se bodo prijavili na Kickstarter, če bo seveda zanimanje za nadaljnji razvoj proizvoda. Ja, zdaj je tako, mi mislimo v bistvu s tem izdelkom iti na Kickstarter, ne, pa da vidimo, da zberemo sredstva, ne. Radi bi zbrali zato, da lahko pač iz tega naredimo zdaj neko končni izdelek, ne, to pač, ne, mora biti tudi neka navodila, mora biti pač vse nekako zapakiran, pa robustna zadeva narejena. No in zdaj v bistvu tukaj še nekako dve cene, še nismo čist na jasnem, koliko bo to koštalo, ki je odvisno tudi, ne, od tega, koliko veliko ljudi bo to zanimalo, če je več ljudi zanimalo, lahko nižja cena, če je manj, ampak tako nekje, bom rekel, na palec rečeno, pa računamo ceno nekje med, recimo 60 ali pa 150 evri, tam nekje, da bi to bilo, ne. Gluhoslepi bodo s to programsko opremo skupaj z mrežico na pametnem telefonu veliko lažje pridobivali informacije in se sporazumevali. Skratka, ta programska oprema jim bo omogočila vstop v svet.